V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, amen, hvaljen Jezus. Torej, le malo za praznikom Jezusove obreze praznujemo tradicionalno praznik Jezusovega imena, ker tudi ime je dobil ob obrezi. Torej, dopolnitev tega praznika je praznik Jezusovega imena. Pri nas tudi nekoč se je ob krstu dajalo ime. Krst je kot obred nadomestil obrezu. Pri krstu se dogodi tisto, kar so preroki napovedovali: obrežite svoja srca in ne svoje meso. Tako so rekli. To je treba narediti. Se pravi, vstop, obred vstopa, obred pripadnosti, znamenje pripadnosti. V starem Izraelu je bila obreza, v novem Izraelu se pa vstopi v cerkev, ki je novi Izrael, s svetim krstom. Krst je tudi vstop k vsem drugim zakramentom, zato tudi tradicionalno po cerkvah je krstilnica blizu vhoda v samo cerkev, da se potem gre od tam proti ostalim zakramentom, zlasti proti oltarju. Spravi, da je ta pot pravzaprav tudi pot križa, če tako rečemo. In pri zakramentih se seveda vpraša tudi po imenu. Pri krstu se ponavadi vpraša, pri birmi se pove ime in tako naprej. Tako da to so te zadeve. Tudi ko bo naš diakon Nikolas, če Bog da, kmalu izbran in posvečen v mašnika, bo tudi se vprašalo po njihovem imenu, po imenu kandidatov, in tudi kadar bodo sedaj prejemali kmalu službe, tudi Marijo in ostali, bodo prav tako njihova imena izrečena. Tako da tudi ti obredi, ti redovi, ti zakramentali in take stvari, ki so za to namenjeni, se tudi tako dogaja. Torej, otrok je poklican prav tako po imenu. Jezus je bil poimenovan že preden je bil spočet, ampak o tem bomo še malo spregovorili. Kaj pomeni Jezus? To pomeni odrešenik. Sveti Pavel lepo pravi v vstopnem spevu: naj se v njegovem imenu pripogne vsako koleno, vsak jezik naj spozna, da je Jezus Kristus Gospod, da je torej Bog in kralj, vsevladar, in sicer v slavo Boga Očeta. To moramo tako narediti, to spoznanje, to priznanje, to izpovedovanje. Nebeški Oče je Jezusovo ime povzdignil nad vsa imena. In zato bi se morala ne samo kolena upogibati, ampak tudi razum, volja ljudi pred tem imenom. Pravi sveti Pavel, da se kolena vseh bitij pravzaprav upogibajo. V nebesih, na zemlji in pod zemljo, torej v peklu tudi, ker se morajo. Ne bi se radi, ampak se morajo podrediti. Tako da to. Tako da je prav, da se tudi mi poklonimo zmeraj pri Jezusovem imenu, pri Marijinem imenu malo in tako dalje. Včasih po teh katoliških šolah so učenci bili seveda lumpi, pa so tem sestram in tem duhovnikom čim večkrat zgovarjali sveta imena, da so se potem smejali, kako so se zmeraj poklanjali pri teh imenih. Ampak dobro, saj poznamo te stvari, da otroci, tudi mi smo bili verjetno taki, vsaj zase lahko rečem, da sem bil malo bolj tak razgrajač kot otrok, in tako. Tako da, ko beremo recimo kot berilo, to pismo Filipljanom, se tudi poklekne, recimo povišanje svetega križa in tako, kadar pride. To bi bilo prav, da se ta poklek zgodi, seveda zlasti v duhovnem smislu znotraj nas ljudi, da se torej odpovemo napuhu,
ponosu, ker mi bi se radi dvignili nad Jezusovo ime. Nad angel Gabriel, ki oznani to Jezusovo ime, to ime, ki nosi odrešenik, ne? Gabriel med drugim, kot smo rekli, pomeni Božja moč, ne? Ali tudi milost Božja, ne? Bi lahko rekli. Pravi, da je bilo dano v nebesih to ime. Mariji to sporoči pred spočetjem, Jožefu po spočetju v sanjah, vemo, tudi tam reče, naj poimenuje dete Jezus. Če govori to ime, da je on odrešenik, naznanja točno tisto, kar nam je dejal za Božič sveti Pavel, razodela se je Božja milost, Božja ljubezen, tudi lahko rečemo, ne, spravi to. Torej, njegova dela so neskončne veljave, njegova oblast, avtoriteta je neomejena, ampak njegova najgloblja želja je spraviti nas oziroma vse stvarstvo z nebeškim očetom, njegovim očetom. Želi, da bi bili spet zedinjeni z Bogom, da bi bili sodediči s Kristusom, ne, spravi to. To smo prvič postali pri krstu, da bi bili seveda tudi to, kar smo postali pri krstu, Jezusovi pravi bratje in sestre, ne. To smo samo v Jezusu Kristusu, nikakor drugače, ne moramo biti kar vsi med sabo bratje, če se pač očeta ne priznava in tako dalje, ali pa če se Jezusa kot pravega sina in tako ne priznava, ne. Tako da to so te stvari malo, ampak dobro. Vse te stvari smo seveda v duhovnem smislu, ampak to je še kako resnično. Samo se ne vidi. Mislim, vidi se z duhovnimi očmi. Ljudje pa vse te privilegije, ki smo jih dobili že pri krstu in tako, radi izgubljamo. Psalmist pravi, bomo poslušali, kako čudovito je Gospodovo ime po vsej zemlji, ampak mi nehvaležni ljudje to radi spregledamo, pozabimo. V Stari zavezi tudi že je Bog odpuščal ljudem in dajal milosti zaradi svojega imena. Novi zavezi v Jezusovi cerkvi se na nas ozira, nam odpušča, nas sprejema zaradi sinovega imena, ker nam je dokončno po njem spregovoril oziroma natančneje se nam je razodel. Še bolj pa po njem nas je odrešil. Takole se glasi del darovanskega speva, drugi del. Ti, Gospod, si blag in mil in poln usmiljenja do vseh, kateri te kličejo. Kdo resnično kliče Jezusovo ime, kdo resnično slavi časti Gospoda, prejme njegovo usmiljenje, milost. Celo milost za milostjo, kot je rečeno v uvodu v Janezovi evangeliji. Jezus je vedno naklonjen svojim prijateljem, če pravilno kličejo njegovo ime. Mogoče je namreč tudi napačno klicati to ime, površno klicati, nemarno klicati, v jezi, zasmehovanju, preklinjanju, podobno. Jezusovo in druga sveta imena je treba klicati zavestno, pobožno, z veliko vero, ker je treba pravilno izraziti svoje prošnje, če ne moramo biti uslišani. Sveda tudi naše razpoloženje, ampak tudi, da pravilno izrazimo. Če sveta imena preklinjamo, nase, na svoje, na Božje dobrine, kličemo prekletstvo, nemilost in blagoslov. Pak mi radi to delamo. Jezus seveda je imel, si je nadel, so mu nadeli še druga imena. Tudi v Stari zavezi smo že rekli več kot 300 ali kako že raznih imen poimenovanj, ne, ki seveda pripadajo njemu. Huda te stvari, recimo Oče ubogih, Knez miru, Dobri pastir, Sin človekov in tako dalje, pot, resnica, življenje, huda vse te zadeve. Cerkev tudi prosi v svojih prošnjah v Kristusovem imenu, ima zmeraj ta kristološki zaključek v teh, bi rekli, lahko velikoduhovniških prošnjah, ne, spravi te glavne prošnje, ki so pri sveti maši. Tako da tudi v njegovem imenu podeljuje zakramente, prosi, blagoslavlja, izganja hude duhove,
nas pospremi slovesost tega sveta in prav je, da tudi zadnje besede, ko se poslavljamo z tega sveta, če lahko to naredimo, če ne pa v svojem srcu, da so seveda Jezusovo ime ali pa tudi svete družine, tudi te stvari. Tako da to. In seveda tudi za verne duše prosimo Jezusa, da jim podeli večni pokoj. Rečemo Gospod, ampak seveda mislimo na njega, na Jezusa. Apostoli in cerkev smo slišali v Berilu, da niso imeli ničesar drugega kot Jezusovo ime za ta svoja dejanja, velika dejanja, tako da tudi Peter to pove. Vemo, ko je ozdravil hromega, je rekel, da nima zlata in srebra, ampak je rekel v imenu Jezusa Kristusa vstani in hodi. Ne? Tako da to je bilo spet v njegovem, v Jezusovem imenu. Torej pravi, ni drugega imena pod nebom. Tako. Ampak mnogi si domišljajo, je tako. Obstajajo drugi naslovi, obstajajo kakšna druga imena pod nebom, pa se tam tudi išče rešitev, pa se ne najde. Tako da je to, oziroma če ni takojšnjega uslišanja ali karkoli, zato ker ni pravega razpoloženja in tako, potem se sprevržu vse skupaj v preklinjanje, zaničevanje, zato ker sem jaz glavni na tem svetu in seveda Bog je dolžan mene uslišati, Jezus je dolžan mene uslišati in tako dalje, ne? Pak vemo, smo tudi razglabljali, konec koncev na duhovni obnovi, mi si ničesar tega ne zaslužimo. Mi bi si zaslužili, tako kot molimo v kesanju, zaradi svojih grehov Božjo kazen, ne pa, da bi bili uslišani, nagrajeni ali karkoli, ne? Tako da te zadeve. Tako da to, nastopi tudi križ v življenju in so številne reakcije, ne? Nekateri so sposobni to sprejeti, so tudi hvaležni, nekateri pa preklinjajo, kot da spet ta zadeva. Zakaj bi pred Jezusom upognil svoje koleno, če sem pa jaz svoj Bog, ne? Tako da to. Bog je dal seveda svobodo, ampak ne smemo zlorabljati te svobode, žal pa jo zlorabljamo za slaba dejanja in tako dalje, ne? Tako da te stvari. Še bolj od tega dobesednega preklinjanja pa seveda tudi razvoda Jezusovo ime, njega samega torej se vse bolj in bolj rine na rob ali pa onkraj tega roba, čim bolj daleč od sebe. Tudi tako, da se njegovo ime sicer z ust izgovarja, a kot je ponovil sam Gospod Izajeve besede, v resnici naše srce je daleč od njega, tako da tudi mi na tak način, na nek način preklinjamo Jezusovo ime, vsi po vrsti. Zato je žalostno, da mi, ki smo seveda cerkve in tako zlasti pa izročilo in tako, da tudi to delamo, ne? Da se premalo zavedamo, duhovniki pa verniki, vsi. Tako da to. Kako je s tem v novem bogoslužju, vemo, ni več praznika Jezusovega imena, tako da to samo pokaže, v kakih časih živimo. Te stvari, mi seveda radi se zatekamo k Jezusu, posebej v tem mesecu januarju, ki je tradicionalno mesec njegovega imena. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, amen, hvaljen Jezus.